Družino Zavašnik, ki je imela v lasti nekdanjo diskoteko Lipa, kjer so pred 21 leti v stampedu umrla 3 dekleta, so znova obiskali inšpektorji finančne uprave. Zavašnikovi so namreč na parkirišču, ki niti ni več v njihovi lasti, znova postavili zapornice in zaračunavali parkirnino. Finančna uprava je vhode na parkirišče zablokirala z betonskimi zaprekami in zaradi davčnega dolga družine, ki naj bi znašal okoli $500 000, zarubila luksuzen avtomobil. Zapornice in parkomate so inšpektorji iz nelegalnega parkirišča prvič odstranili že lani. Predtem pa so rubežniki odpeljali tudi na črno zgrajene počitniške hišice. Rebeka Tomados. Malo čez 8 uro zjutraj na parkirišču nekdanje diskoteke Lipa, kjer so, spomnimo, pred 21 leti v stampedu umrla 3 dekleta. Na tem parkirišču je družina Zavašnik pobirala parkirnino in očitno tudi nadomestilo za polnjenje in prenočevanje avtodomov, pa čeprav posestvo že dolgo ni več v njihovi lasti, temveč pripada družbi DBS Leasing. Parkirnina je zaslužke prinašala tudi prej. Takole jih je Furs nazadnje skušal ustaviti že lani julija, a neuspešno. Kršitve so se kljub našim akcijam nadaljevale. Še vedno so bili postavljeni tole parkomati, kjer so pač uporabljali to vrstno parkirišče kot delo na črno, zaposlovanje na črno. Zato zdaj bolj radikalen ukrep. Tukaj smo postavili betonske pregrade in na ta način res fizično preprečili nadaljnje kršitve.